Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Si predstavljate, kako se počutijo psički, ki so se skotili v nov, nenavaden svet? Zanje je vsakodnevno raziskovanje okolice naravnost imenitno, a kaj, ko jih je strah nenavadnih zvokov ter hrupa? A kaj kmalu se psički navadijo vsakodnevnega vrveža in po nekaj tednih so že pripravljeni na dogodivščine z novimi skrbniki. A današnja pasja junakinja Oti že dolgo čaka na njih. Mislite, da bo Oti našla svoja skrbnika? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Oti se skoti. Pasja mamica in očka sta se imela silno rada. Tako je nekega lepega popoldneva ta velika ljubezen obrodila sadove. Skotili so se jima trije belorožnati mladički, Odi, Oti in Oton. Stanovali so v hišici z velikim vrtom, polnim dišeče trave. Skrbna vzrediteljica jih je še čisto majhne počasi, a vztrajno spoznavala z domom in okolico. Sprva so bili zelo zadržani. Ker so šele pred kratkim prišli na svet, jih je bilo čisto vsega strah. Do zdaj namreč niso poznali hrupa avtomobilov, lajanja sosedovih psov in mjavkanja mačk. Tudi hrupni glasovi domačega sesalca jim sprva niso bili niti najmanj všeč. Kaj šele letala, ki so brnela na nebu nad hišo. Strašno nadležni so se jim zdeli ti veliki stroji z glasnimi zvoki. Uf, uf, hov, 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 so se pasji mladički branili pred vsemi temi neznanimi zvoki in stvori. A nič ni pomagalo. Sčasoma so se na vse to navadili. Domači sesalec jim je celo postal najljubša igrača. No, skoraj. Še rajši so imeli igro z modro žogico na domačem vrtu. Naravnost oboževali so čokolešnik, ki ga je vzrediteljica občasno pripravila. To so cmokali. Cmok, cmok, njam, njam, njam. In se oblizovali še dolgo potem, ko so ga že pojedli. Ker so imeli gobčke in ušesa vsa zamazana od čokolešnika, jih je vzrediteljica morala umiti enega za drugim, vse dokler niso bili spet snežno beli in popolnoma čisti. Ja, čisti že čisti, vendar samo za kratek čas. Dokler niso bili od skupne igre spet vsi umazani. A igra in skupno druženje ter veselje je veliko pomembnejše od par umazanih dlak, ki se jih da hitro umiti, kaj ne? Pridno so rasli. Prav veliki so že postali. Tako se je vedno bolj bližal čas, ko je bilo treba poiskati nove lastnike za prav vsakega mladička posebej. Vzrediteljica je objavila oglas. Odi in Oton sta zelo hitro dobila lastnika in odšla vsak svoj nov dom. Oti pa so ogledovali, a je nihče ni hotel. Enim se je zdelo, da ima prevelika ušesa, drugim celo, da je predebela. O, ja, si je rekla vzrediteljica. Le kaj je dan danes tem ljudem, da vidijo stvari, ki jih sploh ni. Oti je zelo pogrešala svoja bratca, saj se ni imela več s kom igrati. Iskala jo je po vseh kotih domače hišice in vrta, a je ni bilo nikjer.
Novih lastnikov, ki bi jo vzeli k sebi, pa tudi ne. Žalostno je samevala v kotu in pogledovala k vratom hiše. Zrediteljico je že pošteno skrbelo, da Oti morda res nihče ne bo hotel vzeti k sebi. Pa tako prijazna psička je to, si je rekla. Nekega dne je končno zazvonil zvonec na vhodnih vratih. Oti od žalosti in obupa tudi glave ni hotela dvigniti, kar ležala je tam v kotu. Mislila si je, da je nihče ne mara. Zrediteljica je hitro odprla vrata in glej no glej. Na vratih sta bila kupca za Oti. Bila sta zelo prijazna. Ko je Oti zaslišala njuna glasova, je hitro stekla k njima in jo dobro prevohala. To sta dobra človeka. Mogoče pa me le vzameta k sebi v nov dom, je pomislila. Gnetla se jima je med nogami naprej in nazaj in ni želela več oditi iz njune bližine. Uf, le kaj zdaj čakamo? Uf, se je spraševala. Od nestrpnosti je začela bevskati in lajati. Uf, uf, hov, hov, hov. V tistem trenutku je kupec nežno govoril, pobožal in vzel naročje. Oti se je pomirila in si zaželela, uf, naj me nikdar več ne izpusti iz rok. Uf. Novima kupcema se je psička Oti zdela naravnost čudovita. Kakšna prevelika ušesa, kakšna debelostniki. V psičkinih očeh sta videla samo čisto, brezpogojno ljubezen. Sklenila sta pogodbo z zrediteljico in tako je Oti končno lahko odšla z novima skrbnima lastnikoma v topel dom. O vragolijah in dogodivščinah prisrčne psičke Oti v njenem novem domu boste lahko brali v naslednji slikanici Oti v novem domu. Bravo, Oti. Samo poglejte jo, tole našo današnjo junakinjo. Bravo, Oti. Zelo sem vesela, da si našla topel dom z ljubečima skrbnikoma. In vsekakor se tudi veselim nadaljevanja zgodbe v slikanici z naslovom Oti v novem domu. Otroci, današnja slikanica je izšla v zbirki z naslovom Lepo jih je imeti, a je zanje treba skrbeti. In še kako se strinjam s to trditvijo. Namreč skrb za hišne ljubljenčke je izjemnega pomena, saj se z njihovo nego učimo odgovornosti, prijaznosti in sočutja. Hišni ljubljenčki nas osrečujejo, zato je pomembno, da poskrbimo za njihovo hrano, igro in ljubezen, ki jo potrebujejo prav vsak dan. Otroci, mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Psička Ališa svetuje, kateri boste spoznali prikupno psičko, ki morebitnim novim skrbnikom pasjih hišnih ljubljenčkov svetuje zelo koristnimi nasveti. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni in pošiljam vam en pasji pozdravček. Čau, čau. Bravo, Oti. Me res zanima, kaj se dogaja v novem domu.